Z nami je človek, ki sploh ne ve, da je z nami. Dame in gospodje, Filip Flisar! Odločili smo se narediti en tak nenavadni intervju. Filip je tukaj, v bistvu pa sploh ne ve, da je z nami. Ja. No, to je malo zakomplicirano, ampak čakajte malo. Filip, pustite ga do besede. Filip Flisar velja za človeka obsedenega z adrenalinom, se uživa v ekstremnih športih, v prostem času se ukvarja z rolkanjem in downhillom, znam pa je predvsem po svojih brkih ter humorju. Evo, to je tako uradni uvod. Filip Flisar, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Viš, mnogi niso verjeli, Filip, da si tukaj, ampak tukaj smo, ne? Tukaj smo, ne? Tukaj smo, ja. Lej, uvodno sem povedal, da si zna po brkih in humorju. Kroži tudi zgodba, da si celo rekel direktorju Red Bulla, da kar se kril tiče, mora enkrat probati šmarnico. Se pravi, da je humor po tvoje potreben tudi pri resnih pogovorih s pomembneži. Mislim, da vedno mora biti nekaj vsaj humorja zraven pri temu, tako da se človek malo sprosti, tako da je treba, kljub temu, da je to hudo resna zadeva, biti včasih malo na hece in pol to lažje vse skupaj preneseš. Ja, lažje steče, ne da. No, danes je petek. Kaj res organiziraš žur za vse in pijačo? Kaj pa, če se zbere, ne vem, preveliko število ljudi? Zdaj, več ko nas bo, jaz rade volje plačal pijačo vsem, zdaj pa, če bo pa prišel do takih ekstremnih 100 ljudi, pa bom že nekako zadovoljil vse. Bo že šlo. Ok, se strinjam, to vse zna biti strošek. Koliko časa si pa zbiral denar za to fešto? Od poletja pa do začetka zime, ne? Res, pridno. Bravo, Filip, no, še naprej ostaja v Anteninem zajtrku prvakov in v nadaljevanju naj povem, da bo vam mečkeno bolj intimna. Drsni in zabavni zajtrk prvakov mladosti. V studiu so najhitrejše mustače, ki so tako velike, da se tistega, ki bi jih naj nosil, sploh ne vidi. Z nami je Filip Flisar. Danes so tukaj sam Filipovi brki, ali kaj? Ne. Ja, nekaj smo se malega že pogovarjali, Filip Flisar. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj, evo, prej smo imeli malo bolj taka konkretna vprašanja o zabavi, zdaj smo pa rekli, mi šli pa malo še tudi malo vrtati na kakšno bolj intimno področje. Yep. Ja. Obljubljena so ta intimna vprašanja in vem, poslušalke to rade slišijo. Filip, slišali smo, da si se odpovedal jutranjemu seksu. Da to ni zate, je to res? Ja, recimo, na vse zadnje, zdaj ljudje mi ne morajo zameriti, ne? Zdaj vsaki dan to zjutraj, not, pa to ven, to je delo. Ja, to je delo. Vem, koliko je s temi stvarmi, športniki tudi morajo biti našpičeni, adrenalin in določeni trenerji celo tega ne pustijo pred tekmami. V redu, ampak vsi moški smo krvavi pod kožo. Zanima me, poglej, prijetno pravilo, osvajanje, ne? Osvajanje, so Evropejke, so Skandinavke, kaj pa za moškega mulatka? Ja, definitivno, mislim, zdaj od takih 3 glavnih kljukic, lahko rečem, to je še pač tretja in treba si je sladko za na konec pustiti, da vidimo zdaj, če smo z pravega testa. Poslušaj to, vidiš, to je dec. Imel za take osvajalske pohode vnaprej pripravljene plane, Filip? Ne. Čeprav, zdaj, ko razmišljam, to bi bilo ful cool, če bi jih imel, ampak jih nisem imel, je bilo spontano. Ne? Je bilo spontano, superca. No, po telefonu te vem, da tudi non-stop nadlegujejo razne oboževalke, pa vem, da jih težko spraviš s telefona, ampak enkrat je baje celo posredovala tvoja mama, ker baje eni nisi mogel odpovedati. Daj mi povej, je bila veliko bolj uspešna, ko je bilo treba delati red? To pa je bil, mislim, da skrajni ukrep, ne, zdaj, tako da mislim, da več kot to ne bomo šli, ne. A ne boste šli? To je bilo to. Aha. Ne morem verjeti. Pa res ne zmoreš samo odgnati vseh oboževalk, Filip? Žal. Mogoče, ko bom starejši. Ako boš starejši, ja. Filip, hvala ti za tale naš hiter klepet današnjega jutra, da si se oglasil v studiu, čeprav za to sploh ne veš. Filip, hvala. Ostani še naprej taka faca kot si. Najlepša hvala. Bom, evo, ostajam taki, ko sem, ni nobenega stresa. Lepo jutro še naprej. Radio Antina.